Prijatelji, predvsem tudi družina, hči, vnukinja in pravnuki Igorja Torkarja. Pravzaprav sem počaščen, da me je vnuk poklical in me vprašal, če bi bil pripravljen sprejeti nekaj besed ob tej razstavi. Res je, da je bil Igor Torkar človek, za katerega sem vedel iz svojih gimnazijskih časov. Zelo impozantna figura, ena tistih ljubljanskih figur, ki jih ni več. In zato sem, da ne bi govoril na pamet in potem improviziral in se pretirano predajal recimo občutkom, da ne rečem čustvom, bom kar prebral to, kar sem pripravil, kar sem si zapisal včeraj po noči. Januarja pred 9 leti sem prejel poštno pošiljko. Ko odpremo ovojnico, je bila v njej knjiga s temnozelenimi platnicami, naslov je bil v rdeči barvi, v knjigi pa pismo. In ko sem odprl kuverto in prebral pismo, sem se za hip, dva, zamislil. Bilo mi je lepo v duši in pri srcu. Kajti v pismu je bilo nakratko, zelo občuteno in s posebno ljubeznijo opisano moje prijateljstvo z Igorjem Torkarjem. Pismo mi je po njegovi nenadni smrti pisala njegova hčerka Mojca. Ob njenih toplih, nikakor pa le v ljudnostnih besedah sem se zavedal, kako intenzivno je prijateljstvo med Igorjem Torkarjem in menoj. Kot da bi 35 let, ki naj jo je ločilo, zgostilo v nekaj kratkih let, ur, dni, ko sva se obiskovali. Igor Torkar je prihajal v Gledališki muzej, kjer so vedno kupila kakšni diski, pri čemer je treba povedati, da na delovnem mestu ne pijem, vendar ko je prišel Igor Torkar v mojo pisarno, sem na dan potegnil majhno stekleničko viski. Ta viski je bil shranjen v črni omari, knjižni omari, v kateri je nekoč Oton Župančič hranil svoje knjige, kar je pomenilo, ker je dajalo vsemu temu nek poseben klicaj. Sam pa sem Igorja Torkarja obiskoval na Žbetovi 1, kjer mi je postregel vedno skoraj s črnim teranom in za mokro rdečim vršom. In so se pogovarjala, kot da bi bila že od nekaj prijatelja, nemalo celo sošolca ali pa celo kot oče in sin. In res je bil Igor Torkar eden tistih modrih in izkušenih mož, s kateri sem se zelo rad družil, saj je bil na nek način moj nadomestni oče. Igor je v obisku v Gledališkem muzeju so bili obiski ne le pri direktorju in prijatelju, ampak v prostorih, v katerih so bile ne le sledi, ampak tudi dokumenti njegove dramske ustvarjalnosti. Prav tiste čase je Gledališki muzej izdal knjige Tarasa Krmavnerja v slovenski dramatiki in kar nekaj jih je posvetil, kot je sam rekel, Krmavner, rekonstrukciji in ali reinterpretaciji Torkarjeve dramatike. Kot je znan, je bil Krmavner v vsem, česar se je lotil, neutruden in do konca predan človek, ki je mislil in pisal tako hitro, kot mu je bilo srce. Krmavner je bil, ne le do Torkarjeve dramatike, strog, zelo strog razsojevalec.
a svoje sodbe je vedno temeljito argumentiral. Z Igorjem so se prav zato veliko pogovarjali tudi o Tarasu in imela o njem seveda različno mnenje, kar je popolnoma razumljivo in razumno, tako rekoč osnovno pravilo demokracije. Predvsem pa obojestranskega spoštovanja. Bral sem Igorjeve drame, tudi televizijske igre sem gledal, nenazadnje sem bil 5 let v uredništvu dramske redakcije naše nacionalne televizije. Predvsem pa sem bral, ne le pri Tarasu Krnavnerju, veliko o eni najbolj znamenitih in narekovaju razvpitih Igorjevih dram, Pisana žoga, ki je doživela svojevrstno usodo, saj je bil Petelin, ki je prezgodaj zapel. Žoga, ki je bila pisana, namesto da bi bila črno-bela, kot je bila tedaj tudi pamet, kolikor je sploh je bilo tedanje oblasti. Ko so pri Igorju Torkarju doma pila teran in jedla pršut, so se pogovarjala tudi o poeziji, njegovi in moji. O njegovem blaznem Kronosu, knjigi s temnozelenimi platnicami in z naslovom Rdeči barvi, ter sjajnimi ilustracijami Nikolaja Pirnata, pa tudi o njegovih jetniških sonetih, ki so poleg Zupanove jetniške poezije enkratno in neponovljivo pričevanje o nekem času in ideologiji, ki je bila navkljub gromoglasnim geslom in parolom strahopetna. Igor bi nemara rekel strahopezljiva, saj se je bala lastne sence. Ob tem, ko mi je podaril svojo knjigo Smrt na počitnicah, katere naslov kar najbolj na slikovit način opisuje Igorjevo sarkastičen, ironičen odnos do sveta in življenja, in me je poprosil, da bi kaj v knjigi napisal, kar sem seveda z veseljem storil, so se nenehno vrtela seveda tudi okrog njegove knjige Mirane Novoge, ki je bila in še vedno ostaja ena najbolj pretresljivih in zato tudi prepričljivih pričevanj o tistih levih in oblastih, ki je iz strahu pred samo seboj zapirala in mučila svoje lastne ljudi. Ljudi, ki nikako niso bili sovražniki njeni, ampak le njeni kritiki. Kritik pa je tisti, ki želi, da se stvari spremenijo, popravijo, izboljšajo. In tako sem napisal tudi nekaj vrstic o Igorjevi pesniški zbirki, pesmi Osekle samosti, o kateri sem se moral znova zadorno vprašati, ali je po dahu Auschwitz poezija še mogoča. In odgovor sem našel v sami zbirki, v pesmi Igorja Torkarja. Ne le, da je mogoča, celo nujna je, saj poezija odkriva resnico sveta, našo resnico, resnico našega srca in duha, a ne le individualnega, ampak tudi občestvenega, narodnega. Pesmi, to ni romantično pretiravanje, je, kot je dejal angleški pesnik Shelley, nepriznani zakonodajalec sveta. In to je dejstvo, ki ga seveda pravi zakonodajalci nikoli nočejo priznati. In dokam seže moje prijateljstvo z Igorjem? V leto 1986. Ko so se le na videz spoznala, verjetno jaz bolj njega, kot on mene, ali pa tudi ne, saj je bil sila vedoželen mož, ki je zagotovo poznal tudi mojega očeta in njegovo usodo in z njim tudi mojo. Tega leta, 1986, smo v Društvu slovenskih pisateljev razpravljali o kandidatih za Prešernovo nagrado. In eden od predlogov je bil tudi, da Društvo slovenskih pisateljev predlaga Igorja Torkarja
pesnika, romanopisca, dramatika, satirika za veliko Prešernovo nagrado. A ta predlog, nažalost, je vzbudil v hipu vrsto pomislekov. In sicer, ali Igor Torkar zasluži to najvišje priznanje za umetnost, ki se imenuje po našem prvem pevcu. Ali je njegov opus, pesmi, drame, romani res takšne kvalitete, da Prešernu ne bi delal sramote. Tako je pač. In Igor je to zelo dobro vedel, da smo pisatelji ena najbolj nezaupljivih, dvomečih bitij pod soncem, in to še zlasti nezaupljivi in pretirano kritični do lastnih sester in bratov operesov. Dva sva bila, ki sva ves čas zagovarjala in utemeljevala, da si Igor Torkar Prešernovo nagrado zasluži. To sta bila Drago Jančar in jaz. Zato se je zgodilo tako, kot je bilo pričakovati. Za Jančarjem sva bila domačini in Igor Torkar Prešernove nagrade ni prejel. Ne tedaj, ne kasneje. A informacija o našem pisateljskem razpravljanju, o utemeljenosti ali neutemeljenosti predloga je prišla do Igorja Torkarja in tedaj me je v svojem srcu sprejel od svojega prijatelja, četudi je moralo miniti še nekaj let, da sva se začela realno prijateljstvo srečevati in obiskovati. In ti obiski so krepili prijateljstvo, zaupljivost, iskrenost, toplino, okus po viskiju, po pršutu in teranu. In potem je nenadoma prišel dan, ko so se ločili. Zavedli. On je odšel, jaz postal bogatejši za dragoceno življenjsko izkušnjo, za prijateljstvo z Igorjem Torkarjem. Blazni Kronos iz leta 1940 vizionarsko napoveduje apokalipso druge svetovne vojne, a ne le to. Tudi vse druge strahote in razčlovečenja, ki so se dogajale tudi po letu 1945 in se dogajajo še danes. Kajti nesporno dejstvo je, smrt se je vrnila s počitnic. In v tej znameniti knjigi Kronos, blazni Kronos, mi je Igor napisal tole posvetilo. Prijatelj Igor, v mraku naših dni tvoja pesniška svetloba sveti nam mojo prvo knjigo Blazni Kronos, ki so jo z Nikolajem Pirnatom v samozaložbi objavila in jo je oblast doktora Tlačena zadavila. Tvoj Igor Torkar. Igor, moj, hvala ti za vse. Vendar kljub temu, vam koliko Marjana, enega od